I've gotta let it sing, I've gotta let it sing. Everywhere that I can go, I'm gonna let my light shine. Let my light shine, let my light shine. Says I want the whole world to know, I'm gonna let my light shine. Let my light shine, shine, light shine. When the darkness is closing in, I'm gonna let my light shine. Let my light shine, let my light shine. Sing a song to let love win, I'm gonna let it shine. 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 This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine, I'm gonna let it shine. Spoštovani gospe in gospodje, predsednica Državnega zbora, magistrica Urška Klakočar Zupančič, vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, vodstvo in zaposleni ginekološke klinike, cenjeni gostje, toplo pozdravljeni na slavnostni akademiji ob 100-letnici ustanovitve Bolnice za ženske bolezni in porodništvo v Ljubljani. Hvala pevskemu zboru Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani KUR pod vodstvom dirigentke Anje Hrastovšek za otvoritveno točko This Little Light of Mine, ki se tako lepo sklada z jubilejnim sloganom, da pri nas že 100 let nastaja in se rojeva življenje. Nocojšnji dogodek bom napovedovala Lili Bačer-Kermauner, kar mi je kot dolgoletni sodelavki in zaposleni v laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo še v posebno čast. K uvodnemu nagovoru najprej z veseljem in spoštovanjem vabim poslovnega direktorja ginekološke klinike, magistra Petra Požuna, da spregovori nekaj besed v imenu naših gostiteljev. Spoštovana predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovani visoki predstavniki državnih organov Republike Slovenije, spoštovani gospod podžupan mesta Ljubljane, cenjene nekdanji, sedanji sodelavci ginekološke klinike, spoštovani gostje. V čast mi je, da vas lahko v imenu vodstva ginekološke klinike Kliničnega centra Ljubljana, torej glavne medicinske sestre gospe Milice Arnuš Puklavec, strokovnega direktorja, profesorja dr. Boruta Kobala in svojem imenu najtopleje pozdravim na nocojšnji slovesnosti ob 100-letnici ustanovitvi Bolnice za ženske bolezni in porodništvo v Ljubljani. Slavnostna akademija je poklon vsem, ki so, ki ste in ki danes skrbimo za reproduktivno zdravje žensk, zdravje novorojencev in moških, predvsem pa poklon vsem tistim začetnikom sodobne klinične obravnave, ginekologije in porodništva, na prvem mestu profesorju Alojzu Zalokarju, ki je s svojim entuziazmom in svojo vztrajnostjo uspel prepričati in dosegel, da je takratno Ministrstvo za javno zdravje v Beogradu odkupilo azilni dom za neozdravljive bolne in ga namenilo tej bolnišnici. In da so ga v pičlih 16 mesecih, kar je za danes rekordni čas, uspeli preurediti za potrebe bolnišnice. Spoštovani, ob jubileju si ponavadi slavljenec, ko upihne svečke, zaželi kaj lepega. Naša slavljenka tega sama ne zmore, lahko pa to storimo mi zanjo in si zaželimo, da bi minilo manj kot 100 let, ko bomo dobili novo, sodobno zgradbo, sodobno opremo, v kateri bomo lahko izvajali najsodobnejšo zdravstveno oskrbo na področju ginekologije in porodništva. Cenjeni gostje, naj bo nocojšnji večer slovesen,
vesel in poln dobrih želja tudi za nadaljnjih 100 let. Hvala. Hvala, magister Peter Požun. V izjemno čast mi je, da lahko na odru kot slavnostnega govorca pozdravim strokovnega direktorja ginekološke klinike, izrednega profesorja dr. Boruta Kobala. Spoštovana predsednica Državnega zbora Republike Slovenije, spoštovani visoki predstavniki državnih organov Republike in mestne občine, spoštovano vodstvo kliničnega centra in vsi nekdanji in sedanji sodelavci, dragi gostje. Akademija ob 100-letnici ginekološke klinike je več kot simbolno dejanje. Je v bistvu dan, ko se skozi koprene spomina vračamo na začetek in s ponosom gledamo na prehojeno pot. Na njej poiščemo mejnike, počastimo pionirje in nosilce razvoja. Predvsem pa najdemo svoje korenine. Ponosni smo na svojo preteklost in tako izražamo spoštovanje, zahvala vsem, ki so kliniko gradili, a obenem se zavedamo, da se razvoj nikoli ne ustavi in to odgovorno prevzemamo na svoje rame. Težko je v tako kratkem času opredeliti vse mejnike v razvoju ginekološke klinike, kot tudi počastiti vse nosilce razvoja stroke. Dovolite mi, da se dotaknem le tistih, na katere nas veže zgodovinski spomin in jih med nami več ni. Po prvi svetovni vojni 3. oktobra 1922 je bil za profesorja teoretičnega in praktičnega porodništva na babiški šoli ter hkrati primarja ginekološko-porodniškega oddelka takratne deželne bolnice v Ljubljani imenovan dr. Alojz Zalokar. Široko razgledan, kot je bil, je seveda odločilno vplival na razvoj ginekologije in porodništva pri nas med obima vojnama. Zaradi prostorske stiske, ki jo je spretno prikazal takratni oblasti, je uspel prepričati Ministrstvo za ljudsko zdravstvo v Beogradu, da bi kupili boljše, primernejše in večje prostore, kot je bila takrat ubožnica. In tako je bila sklenjena slavna pogodba med Kranjsko hranilnico v Ljubljani in državnim zakladnim Kraljevine Srbije, Hrvata in Slovencem, ki je bil kupec. Pogodba o prodaji posestva v tako imenovani Stari poti, kar je danes Šlajmerjeva ulica. In dne 20. marca 1923 je porodnišnico slovesno odprl načelnik Ministrstva za narodno zdravje, dr. Andija Štampar, profesor takrat Zagrebške medicinske fakultete in jo poimenoval Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo. S tem datumom je rojena današnja ginekološka klinika. Ustanova je svoje poslanstvo nemoteno upravljala v tem obdobju, prav tako pa tudi med drugo svetovno vojno, ko je bila eden izmed stebrov osvobodilne fronte in pomembna baza partizanske zdravstvene službe. Po drugi vojni je bolnico prevzel profesor Pavel Lunaček, ki je sodeloval tudi pri ustanovitvi popolne medicinske fakultete. Postal je prvi dekan te fakultete, obenem pa tudi predstojnik katedre za ginekologijo in porodništvo. S tem je bolnica prejela naziv klinika in postala ginekološka klinika. Morda kot detajl vmes se je v tem času zaposlila tudi primarija Boža Sernec, Logar, in organizirala prvo štacijo za novorojence in nedonošenčke. S tem je bil postavljen temelj današnje sodobne neonatologije. Profesor Lunaček je bil izjemno liberalen in je deloval kot zvezni poslanec ter dosegel, da ženske, ki so same naspravile splav, niso več sodno preganjali in kaznovali. S tem je bil prvi, ki je storil korak liberalizaciji splava. Leta 1954 se je tej kliniki pridružila še diagnostična citologija, leta 1965 ginekološka patologija in leto kasneje še laboratorij za humano citogenetiko. Lunačkovo delo je po njegovi prezgodnji smrti nadaljeval akademik profesor Franc Novak, ki se je usmeril v glavnem v ginekološko kirurgijo. Uvedel je izvirno metodo izpopolnjene radikalne abdominalne histerektomije, ki ga vsi bolje poznamo kot Wertheimovo operacijo,
in po kateri je ginekološka klinika postala svetovno znana. Po zaslugi njegove uvedbe novih operativnih tehnik je ginekološka klinika v 70 letih pridobila sloves mednarodno prepoznavne in priznane ljubljanske šole ginekološke kirurgije. Med njegovimi sodelavci profesor Vito Lavrič, ki se je bolj posvetil porodniški kirurgiji, je bil med prvimi v tedanji Jugoslaviji, ki je izvedel uspešno srklažo. Profesor Vladimir Trampuš, še en sodelavec profesor Novaka, pa je v klinično prakso uvedel ginekološko endokrinologijo. Ker živimo v dobi digitalizacije, naj povem, da je že leta 1973 do leta 1979, ko je bil direktor profesor dr. Draško Vilfan, prvi v Sloveniji v ustanovi uvedel zdravstveno-statistični informacijski sistem. Sodelavci, obenem pa še nekaj drugih novosti, med katerimi je bila najbolj znana v svetovnem merilu vakuumska aspiracija za umetno prekinitev nosečnosti. Po profesor Vilfanu nastopi obdobje profesorice akademkinje dr. Lidije Andolšek Jeras. Po infekciji salmonelo Thompson maja 1979 v porodnišnici se je na njeno pobudo ustanovil iniciativni odbor za gradnjo nove porodnišnice, kateremu je predsedovala ob pomoči primarija Cerarja. V svoj življenjski opus je sicer posvetila področju načrtovanja družine, kontracepcije in vprašanj splava, vendar v tem obdobju je zelo pomembno, da je začetek oploditve z biomedicinsko pomočjo pod njenim pogumnim pokroviteljstvom. Spomnim vas, da letos praznujemo 40 let od prve uspešne zanositve v postopku zunajtelesne oploditve na ljubljanski kliniki, čeprav sta se dvojčici rodili leto kasneje. V tem njenem obdobju se je ginekološka klinika dokončno preoblikovala v tako, kot jo poznamo danes. Nastali so trije med seboj sicer povezani, vendar strokovno ločeni oddelki, klinični oddelek za reprodukcijo, ginekologijo in perinatologijo ter skupne medicinske in nemedicinske službe. Dva velika človeka, profesor Novak in profesor Andolškova, sta povedla prepoznavnost klinike visoko v svetovne vrhove in zaradi tega se je pri nas izobraževalo več kot 1000 tujih ginekologov, specialistov, da o naših sploh ne govorimo. Naši učitelji pa so demonstrirali kirurške tehnike po Evropi v večjih centrih, med njimi naj omenim predvsem profesor Leon Kosa in primarija Pleška. Za njimi pa so to nadaljevali naši neposredni učitelji, ki so nekateri tukaj med nami. V 90. letih se je začel vrtoglav tehnološki razvoj, ki je od nas mlajših specialistov zahteval uvajanje novih, minimalno invazivnih tehnik na vsa področja ginekologije, predvsem pa na področje reproduktivne, urgentne, splošne in onkološke kirurgije. Uspešen prehod je zavihtel kliniko v še večjo prepoznavnost in je dal vodilno vlogo v državi, širše v regiji in v tujini. Ultrazvočna diagnostika je oplemenitila perinatologijo, tako naši specialisti predstavljajo referenčni center za razvojne nepravilnosti plodov, v ginekologiji pa morfološko-celno-patoloških sprememb v mali medenici in še bi lahko našteval. Prepričan sem, da bi bili naši učitelji več kot ponosni, kako smo oplemenitili njihovo dediščino. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da smo sicer zdravniki in zdravnice ginekološke klinike nosilci razvoja, vendar smo v tem lahko uspešni le skozi timsko delo. In če velja, da za vsakim uspešnim moškim stoji vsaj ena uspešna ženska, lahko zatrdim, da za vsemi naštetimi in nenaštetimi zdravniki in zdravnicami stoji veliko čudovitih sodelavk in sodelavcev zdravstvene nege vseh profilov, kot tudi ostalih podpornih služb, ki jih ima klinika. Zato se jim na tem mestu od srca zahvaljujem za vso predanost in podporo. Kaj nas je preteklost naučila, da bomo lahko nadaljevali naše poslanstvo? V center seveda postavljamo bolnico, nosečnico in novorojenca, ne glede na spremembe, ki nastajajo v družbi. Naučili smo se, da vse izzive, naj si bodo strokovni, organizacijski, finančni ali človeški, lahko premagamo, če gradimo medsebojne odnose in spoštujemo doprinos vsakega zaposlenega na ginekološki kliniki. Kot največja izobraževalna ustanova na tem področju to predajamo tudi bodočim specialistom oziroma študentom medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
Medtem ko nostalgično z vami praznujem častitljivo obletnico klinike, v kateri sem sicer tudi sam preživel skoraj polovico, z upanjem zrem v naslednjih 100 let delovanja. Verjamem, da so naslednje generacije, ki jih vzgajamo, sposobne sprejeti vse te izzive in nadaljevati njen razvoj. Vse najboljše, ginekološka klinika. Najlepša hvala, profesor dr. Borut Kobal. Kot se za takšen častitljiv jubilej spodobi, smo za vas nocoj pripravili prav poseben kulturni program, v katerem bodo med drugim zablesteli tudi vaši kolegi in sodelavci, katerim pomembno mesto v srcu poleg medicine zaseda tudi umetnost. Zato ni naključje, da bomo čez nekaj trenutkov lahko uživali v Schubertovi uglasbitvi pesmi Franza von Schoberja z naslovom An die Musik, odo namenjeno glasbi sami. Prav za nocojšnji večer v izvedbi zdravniškega orkestra Camerata Medica in komornega pevskega zbora Vox Medicorum pod vodstvom dirigenta Milivoja Štefana Šurbka. O ljubljena umetnost, v mračnih urah, ko v neukročeni krog življenja se ujamem, ti v srcu mojem ljubezen vzbudiš in me poneseš v boljši svet. Prelepa umetnost, zato se ti zahvaljujem.
Spoštovani gostje, za slavnostni nagovor ob tem prelepem jubileju na oder z veseljem vabim predsednico Državnega zbora, magistrico Urško Klakočar Zupančič. Spoštovane in spoštovani. Z veseljem sem se odzvala vabilu, da spregovorim ob 100. obletnici delovanja ginekologije v Levnišču. Ginekologija in porodništvo sta v naši državi zelo dobro razvita. Temeljna pravica vsake ženske v Sloveniji je, da si že pri dopolnjenih 13 letih lahko izbere svojo ginekologinjo oziroma svojega ginekologa, kar spada v primarni nivo zdravstvene oskrbe. V mnogih evropskih državah namreč opravlja rutinske ginekološke preglede z odvzemom brisa kar izbran zdravnik družinske medicine ali celo medicinska sestra. Zato se moramo tega zavedati in ohranjati visok standard na področju ginekološkega zdravstvenega varstva. Pomembno je poudariti, da so v Sloveniji vse kontracepcijske metode z izjemo kondoma praktično brezplačne. Ženske, ki jemljejo kontracepcijsko terapijo, so pod zdravniškim nadzorom, glede preventivnega varstva pa je prav, da se omeni državna programa Zora in Dora, ki pomembno prispevata k zmanjševanju obolevnosti za rakom materničnega vratu in zgodnjega odkrivanja raka na dojkah. Kljub temu, z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, da je dostopnost do ginekologov na primarni ravni, predvsem zaradi pomanjkanja kadra, slabša kot prejšnja leta. Pri čemer v zdravstveni sistem nenehno vstopajo nove generacije žensk. Zaradi velikega števila opredeljenih bolnic kakovostna raven obravnave se lahko manjša, čakalne dobe pa se podaljšujejo. Na zdravniški zbornici ob tem opozarjajo tudi na nepotrebne administrativne obremenitve, ki bodo z digitalizacijo, upajmo, manjše. Slovenska ginekologija je na sekundarnem in na terciarnem nivoju primerljiva z večino razvitih evropskih držav z istočasnim zavedanjem, da je napredek vedno možen. Ohranitev javnega zdravstva kot družbeno-civilizacijskega dosežka je garancija, da bodo naše državljanke in prebivalke še nadalje deležne vrhunske ginekološke obravnave, pri čemer pa odgovornost ni samo politična, zdravstvena, temveč kolektivna. Zdravje novorojenčkov in mater je eden ključnih pokazateljev zdravja in dobrega počutja prebivalstva. Čeprav sta se stopnji mrtvorojenosti in umrljivosti dojenčkov v zadnjih desetletjih močno zmanjšali, ostaja breme umrljivosti in obolevnosti predna naloga javnega zdravja v Evropi, rezultati rojstev med državami pa so različni. Ker si evropske države delijo primerljive življenjske standarde in na splošno dobro razvite sisteme zdravstvenega varstva, vendar so zelo različne v svojih zdravstvenih politikah in praksah, lahko preučevanje razlik v perinatalnih kazalnikih osvetli dobre politike in prakse, ki preprečujejo zdravstvena tveganja ter optimizirajo zdravje staršev in dojenčkov. Ti kazalniki lahko omogočijo državam, da primerjajo svojo uspešnost in opredelijo področja, kjer je potreben napredek. Slovenija je na primer za Estonijo država z najnižjo stopnjo mrtvorojenosti. Med pomembnejše korake v ginekologiji je treba implementirati intenzivnejšo komunikacijo med zdravniki in pacientkami, vse pa iz razloga, da se ženskam dokončno sporoči, da je ginekologija njihova zaveznica in ne zadnje zatočišče, ko gre kaj narobe. Ozaveščanje, promocija o potrebnosti rednih pregledov ter zadostna in strpna komunikacija so tiste formule, ki se bodo zapisale med trajno uspešne. Predanost vseh zaposlenih je za ta poklic nuja, pa tudi izpolnitve vašega poslanstva, ko ob svojem delu, večkrat kot v ostalih poklicih, prejmete nagrado v obliki zavedanja, da ste del nečesa pomembnega, tako za posameznice, svojce, kot za ves narod. Zavedati se moramo, da je področje etike v ginekologiji in porodništvu občutljivo s stališča svetovno-nazorske opredelitve,
Pa ne le z vidika intelektualne doslednosti, temveč tudi duhovnosti, predvsem pa z vidika velike mere odgovornosti in razumevanja realnih življenjskih okoliščin, ki nam jih poustvarja naše socialno-ekonomsko in kulturno okolje. Spoštovane in spoštovani, vesela sem, da sta pred mano govorila dva moška. Več kot 100 let nazaj so bile namreč porodničarke ženske. In ko smo končno dopustile moškim, da pristopijo k temu, takrat ste spoznali, da porodničarstvo ni nič strašnega. In da ženske, ki so toliko stoletij predano opravljale ta svoj poklic, ponavadi v zameno za kakšno dobrino, živilo ali kaj podobnega, takrat ste spoznali, da to ni čarovništvo, da prinašanje življenja na svet je eden najlepših dogodkov, ki jih oseba lahko doživi. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za vse, kar delate, za celotno področje vašega dela. Če ne bi bilo vas, ne bi bilo tukaj veliko ljudi, ki jih zdaj poznamo. Jaz sem ena od njih. Če ne bi bilo vas, me ne bi bilo tukaj. Če ne bi bilo vas, tudi mojih 2 otrok ne bi bilo. Najlepša hvala vam za to. Želim vam, da nadalje s tako veliko mero osebne in strokovne zavzetosti opravljate svoje poslanstvo, ki je nadvse pomembno tako za ženske, kot tudi za celoten narod. Ob 100-letnici vam želim vse dobro in uspešno delo še naprej. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovana predsednica Državnega zbora, magistra Urška Klakočar Zupančič. Sledi še ena prav posebna glasbena točka. Za nocojšnjo priložnost je čudovito Pavčkovo pesem Kako raste mama uglasbil izjemen mladi skladatelj Tilen Slakan. Slišali jo bomo v izvedbi 3 sopranistk, zdravnic, Ane Berus, Nadje Ternifi in Sanje Zupanič Mali ob klavirski spremljavi Blaža Pavlakoviča.
Tako raste mama. Kako pa je zrasla naša klinika? Sama sem del zgodbe ginekološke klinike že več kot četrtino njenega življenja. In očitno je moje delo res močno zasidrano v meni, saj se v njenih začetkih nisem znala razmišljati drugače, kot da sem se vprašala, kdaj in kako je bila spočeta. No, in kdo so bili njeni starši? Za očeta bi recimo lahko določili kar profesorja Alojza Zalokarja, ki je bil po prvi svetovni vojni imenovan za primarja ginekološko-porodniškega oddelka deželne bolnišnice v Ljubljani. Kot zavzet skrben oče je hitro ugotovil, da so prostori ginekološko-porodniškega oddelka očitno pretesni za nadaljnji razvoj. Pa je kontaktiral botre. Ja, botre. V tem primeru so bili botri odločevalci na Ministrstvu za ljudsko zdravstvo v Beogradu, ki so se odločili za nakup primernejših in večjih prostorov, posestva, ki je dotedaj služilo ustanovi za neozdravljive. Profesor Zalokar je bil nato imenovan tudi za ravnatelja te novo ustanovljene samostojne bolnišnice za ženske bolezni, ki je prve porodnice in ginekološke pacientke začela sprejemati leta 1923, ko je bila tudi slavnostno odprta. Ampak kdo pa je bila potem njena mama? Ja, kdo? Vse zaposlene, sestre, babice, zdravnice in druge članice osebja, ki so za njo tako predano skrbele že od samega začetka. Tudi med drugo svetovno vojno, ko je bila bolnišnica za ženske bolezni v Ljubljani ena izmed stebrov Osvobodilne fronte, v kateri se je zbiral in predeloval sanitetni material za partizanske enote in bolnišnice. Njihova predanost pa se je nadaljevala tudi po drugi svetovni vojni, ko se je začelo novo obdobje ginekologije in porodništva. Takrat se je iz partizanov vrnil profesor Lunaček, ki je sodeloval pri ustanovitvi popolne medicinske fakultete in je postal prvi predstojnik ginekološke klinike. Torej bi lahko rekli, da je tudi on oče, mogoče stric? Ja, seveda, vse je jasno. Saj poznate rek, ki pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas. No, in naša ginekološka klinika je že od začetka imela in še vedno ima ogromno število ljudi, ki so skrbeli za njo. In med njimi smo tudi mi. Mi vsi, drage sodelavke in sodelavci. In ravno to je tisto. Ljubezen vseh, ki so jo in ki jo še podpiramo med njeno rastjo, botruje njenemu izjemnemu razvoju v ustanovo z visoko strokovno prepoznavnostjo in veljavnostjo doma in v širšem mednarodnem prostoru. Ustanovo, katere 100 let praznujemo nocoj. In prav v to čast je bila pripravljena naslednja točka. Organist Blaž Pavakovič, saksofonist Andrej Omejc in tolkalist Aleksandar Simionov ter plesalki Maša Kagaok-Knez in Ena Kurtalič so pripravili prav posebno glasbeno-plesno poslastico na skladbo Dans Populaire skladatelja Antoija Ubersona.
Dragi gostje, zdaj pa vas vabim, da se udobno namestite in uživate v kratkem dokumentarnem filmu režiserja Matica Poropatiča, v katerem bomo lahko slišali besede tistih, ki danes pacientom nudijo najkakovostnejšo raven zdravstvenih storitev in skrbijo za njihove potrebe. V tem obdobju, nekako zadnjih 45 let, je ginekologija kot stroka napredovala. Nekako v tem času se je začel skokovit tehnološki razvoj. Tako slikovne diagnostike, pojavili so se prvi ultrazvoki, nekoliko kasneje se je pojavila videolaparoskopija oziroma minimalna invazivna kirurgija. Začelo se je program zunajtelesne oploditve s prvimi uspehi. In seveda klinika je sledila temu napredku stroke, sprejemala in tudi modificirala nekatere metode zdravljenja in diagnostike. Voditi ginekološko kliniko, tretjo največjo kliniko Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, je velika čast in obveznost. Ponosen sem, da s svojim skoraj 700-članskim kolektivom vrhunskih strokovnjakov z področja medicine, biologije, biomedicine in drugih ved ter našimi nenadomestljivimi sodelavkami in sodelavci nadaljujemo izvajanje poslanstva, ki so ga postavili pred 100 leti. Ob naši stoletnici imamo zgodovinsko nalogo, da smo še naprej najboljša in najuspešnejša medicinska inštitucija na področju ginekologije in porodništva ter zavezani človekovim pravicam in vrednotam humanosti, solidarnosti in enakosti. Ginekološka klinika v Ljubljani je bila ustanovljena pred 100 leti, zato sem zelo ponosna, da sem del tega kolektiva, ki skrbi za naše ženske v vseh življenjskih obdobjih. Tukaj smo v času njihove največje ranljivosti, v času poroda, v času bolezni in včasih tudi v času smrti. Zato se zavzemamo in se trudimo za profesionalno obravnavo po vseh strokovnih standardih, po vseh pravilih stroke in etike. Smo pa tudi edina učna baza za naše bodoče diplomirane babice, ki opravljajo v našem porodnem bloku svojo prvo prakso in se trudimo, da bi jih dobro pripravili za nadaljnje opravljanje svojega poklica.
covidnih ambulanti smo v lanskem letu obdelali 3 pacientke manj kot 9.000. Naš standard je bil pa nekje med 7 in 8.000 v preteklih letih. To je ena številka. Druga številka, ki je tudi zelo pomembna, pa je število večjih ginekoloških posegov, ki sega tam nekje do 3500. Zagotavljamo pa 24/7 dežurno službo, 2 specialistov ali specializanta in specialista ginekologije, ki ne skrbita zgolj za osrednjo slovensko regijo, ampak skrbita tako ali drugače v dežurstvu vsaj koziljarno za celotno Slovenijo. Se pa lahko na tem oddelku pohvalimo, da smo naslednika velikanov, ki so postavili slovensko ginekologijo na evropski zemljevid. Vodilni med njimi je bil profesor Novak. Oni so pokazali pravo pot. Sicer pa vsa naša operativa, kar se tiče klasike, temelji na dunajski šoli, večino te endoskopske, laparoskopske, pa je v tem zadnjem času v bistvu prišla iz francosko govorečega dela sveta. Smo mednarodno zelo povezani, tako z znanjem, ki ga pridobivamo drugod, tudi znanjem, ki ga imamo sami in ga tudi nesebično delimo vsakemu, ki želi priti k nam na obisk. Pedagoško delo pa poteka na več nivojih, namreč vzgajamo dodiplomske študente, vzgajamo na oddelku sestre in babice iz zdravstvene fakultete, vzgajamo na podiplomskem delu, se pravi vse kadre, torej pripravnike, sekundarije, specializante, domače in tuje. In potem so tukaj še specialisti na doktorskem študiju in na subspecializaciji iz zaenkrat onkološke ginekologije. Trudimo se z novimi akreditacijami tudi v tej smeri, tako da bomo oziroma smo že mednarodno priznani tudi kot učni center. Jaz osebno moram reči, da sem si že od majhnega želela postati medicinska sestra, babica. In rada delam z ljudmi in vedno grem rada v službo in mislim, da bom ostala tukaj do konca moje karierne poti. Sem mnenja, da moraš biti nekako vzgled svojim kolegicam in kolegom in da jim moraš vsak dan neko lepo besedo nuditi, jih spodbujati. Nahajamo se v novi porodnišnici, ki bo letos praznovala 36 let. Smo del ginekološke klinike in univerzitetnega kliničnega centra, kar prinaša mnogo koristi, predvsem v multidisciplinarni obravnavi najtežjih primerov, ki najdejo pot tudi k nam. Smo porodnišnica, kjer se rodi približno tretjina slovenskih otrok, terciarni center, kamor se napotuje najbolj bolne in ogrožene nosečnosti in seveda tiste, kjer se lahko zgodi zelo prezgoden porod. Vizija že pred 35 leti porodnišnice je bila ravno v združitvi tudi neonatologije v sam prostor porodnišnice, kar omogoča v bistvu hitro delovanje in najboljše možne rezultate. Pozdravljeni še v imenu neonatologije, ki je sicer zelo mlada veda, ne praznuje še 100 let obstoja, pa vendar je v Sloveniji neonatologija enako razvita kot v najbolj uspešnih državah. Razlog za to je predvsem vizija naših predhodnikov, ki je že pred 60 leti vedela, da so najboljši uspehi takrat, ko zdraviš nosečnico, plod in pa potem tudi novorojenčka in to po možnosti na istem mestu. V Sloveniji imamo tako že več kot 40 let premestitev najbolj ogroženih nosečnic, ki jim grozi zelo prezgoden porod v Ljubljano in tukaj se je oblikovala v novi porodnišnici tudi posebej opremljena in pa predvsem izkušena enota, v kateri delajo tako zdravniki kot medicinske sestre, fizioterapevtke in pa drugo osebje z znanjem, da
čim bolj zmanjšamo posledice prezgodnjega rojstva in izboljšamo preživetje. V Porodnišnici Ljubljana smo izredno ponosni, da smo v mesecu maju prejšnjega leta začeli z individualnimi pogovori z babico, ki je namenjen vsem nosečnicam po dopolnjenem 37. tednu nosečnosti in pa njihovim spremljevalcem pri porodu. Želimo narediti korak bližje in nosečnicam se prav ponuditi čim bolj naraven porod, ker nosečnice zdaj čim bolj strmijo k naravnemu porodu. Z individualnim pogovorom želimo privabiti čim več porodnic oziroma nosečnic, da se uskladi glede njihovih želja in pa vseh možnosti, ki jim mi omogočamo oziroma ki so še varne za njo in za plod v času poroda in poporodnega obdobja. Glavna naloga babice je samostojno vodenje poroda in zagotoviti se prav varnost tako nosečnice oziroma porodnice in pa ženske v poporodnem obdobju in tako ploda oziroma otroka, novorojenčka. Klinični oddelek za reprodukcijo je najmlajši oddelek, ki pa je ostal v najstarejši hiši. Danes se tukaj ukvarjamo z celostno obravnavo neplodnosti. Najprej poskušamo odkriti vzroke, vkolikor je mogoče jih odpraviti, lahko z zdravljenjem zdravili ali z operativnim zdravljenjem. Vkolikor pa kljub vsemu ne uspemo doseči naravne zanositve, lahko pare usmerimo v postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo. Danes večino dela v stari porodnišnici predstavljata dve največji dejavnosti. Eno je kirurška dejavnost, kjer poskušamo diagnosticirati in odpraviti vzroke neplodnosti in tudi druge benigne patologije rodil in pa postopke umetne oploditve. Na ta način v bistvu nudimo celostni pristop k zdravljenju neplodnosti, kar je pravzaprav eden redkih centrov v svetu, ki nudi oboje, prav tako diagnostiko in operativno zdravljenje, kot tudi postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo. Celokupno gledano, od vseh parov, ki pridejo k nam po pomoč, uspemo z naravno zanositvijo in naknadno z zanositvijo v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo pomagati 85% parom. Obrne se veliko število pacientk in v kratkem času jim moramo nuditi vso podporo, ki jo potrebujejo. Včasih ta podpora ni samo zdravstvena, ampak je tudi socialna, psihična. Treba si jo vzeti čas in se z njo pomeniti, da v tistem kratkem času naredimo, kar se največ da. Pacientke, bom rekla, da tako v tisti fazi, ko pridejo k nam, so v nekem svojem stanju, v nekem svojem svetu in jim mi moramo pomagati takrat, da se najboljš počutijo. Potem, ko pa enkrat rodijo, dobijo zdravega dojenčka, pa zdravega otroka, se jih veliko vrne nazaj k nam. Nam pošljajo slike, se pridejo osebno zahvaliti, prideta s partnerjem in so nam neizmerno hvaležne. V Levnišču smo vstopna točka ginekološke klinike. Zato se trudimo, da so naša vrata čim bolj odprta na široko. Pri nas dela več kot 50 zdravnikov, specialistov ginekologije in porodništva, kar pomeni, da najverjetneje ne obstaja ginekološka bolezen, katere ne bi znali diagnosticirati in nato tudi zdraviti. V službi za medicinske dejavnosti skupnega pomena imamo zraven ginekoloških ambulant sekundarnega nivoja, tudi ginekološke ambulante primarnega nivoja. V enem nadstropju višje imamo histopatološki laboratorij, citološki laboratorij, deluje tudi androloški laboratorij, imamo laboratorij za urodinamske preiskave, zraven tega pa imamo še
fizioterapijo in internistično ambulanto. Ponosni smo, da smo v letošnjem letu, ko praznujemo 100-letnico ginekološke klinike v Ljubljani, otvorili kolposkopski center, v katerem odkrivamo patologijo materničnega vratu. In to je v bistvu prvi tak kolposkopski center v Sloveniji. V specialistični ambulantni dejavnosti imamo zaposlenih 21 diplomiranih medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Razporejeni so na različna delovišča. Imamo 8 ambulant, ki so razdeljena glede na specialnost, ki jo obravnavajo. To so ginekološke ambulante, gineko-onkološke ambulante, ambulante za zdravljenje neplodnosti, ambulante za zdravljenje urinske inkontinence ter nekaj ambulant za preventivno obravnavo nosečnic. Dnevno izvedemo 120 pregledov, kar na letni ravni pomeni nekje 30.000 specialističnih ginekoloških obravnav. Uvajamo tudi novozaposlene ter izobražujemo študente. Včeraj me je obiskala pacientka, ki ima 15 let staro hči, tako da vedno se spomnijo na nas, a ne? In smo vsake pacientki, ki se vrne z otrokom, z enim ali z dvema, veseli. In zato smo lahko ponosni, da se po rezultatih lahko primerjamo z najboljšimi v svetu, ali smo pa na nekaterih področjih celo boljši. Pacientke hitro odhajajo, hiter obrat je, zelo temperamentno delo je, moram reči. Ko v mravljišču. Za popotnico naslednji 100-letnici si pravzaprav želimo samo še nekaj infrastrukturnih posegov, ki bi pravzaprav olajšali ali pa polepšali delo zaposlenim in pa seveda bili tudi bolj prijazni do naših bolnic. Čestitke kliniki za 100-letnico. Nadaljujemo z glasbo. Dr. Mateja Lasič verjame v moč povezovanja znanosti in umetnosti, zato sta medicina in glasba neločljiv del njenega vsakdana. Kot diplomirana pianistka je za ginekološko kliniko, na kateri predano deluje kot zdravnica specialistka ginekologije in porodništva, pripravila prav posebno čestitko. Zaigrala nam bo Chopinov scherzo številka 2, ki bo Galusovo dvorano zavil v mehkobo in tih jemajočo lepoto zvoka klavirja.
Ginekološka klinika je največji terciarni center za področje ginekologije in porodništva v Republiki Sloveniji, obenem pa se uvršča med večje in mednarodno prepoznavne ustanove v Evropi in svetu. Svojo pedagoško in raziskovalno dejavnostjo skrbi, da se področje še naprej razvija, znanje pa prenaša tudi na nove generacije. S tem še utrjuje svojo vlogo kot sodobna zdravstvena ustanova, ki je in bo po ponudbi in strokovnem znanju na področju medicine in zdravstvene ter babiške nege in oskrbe enakovredna ustanovam v razvitem svetu. O tem priča tudi dejstvo, da se je število novorojenčkov, ki so pokukali na svet pod njenim okriljem, vrti okrog neverjetno lepe številke. In sicer 500 000 novih življenj. Pol milijona novih svetlih lučk. In če smo najprej nekaj besed namenili začetkom ginekološke klinike, nato pa v dokumentarnem filmu videli, kako predani in izjemni so njeni zaposleni in sodelavci danes, lahko zaključimo z mislijo, da se klinika, čeprav bi kdo pomislil, da je pri svojih 100 letih že gospodična v letih, razvija še naprej. S tem pa se kažejo tudi njene nove potrebe. Zato ji lahko za konec še enkrat vsi skupaj zaželimo, da bi ji tudi prostor in pogoji za delo omogočali nadaljnji razvoj in rast. Strokovnjakom na njej pa še naprej opravljanje izjemno pomembnega dela, s katerim prižigajo luči zdravja, upanja in novega življenja. In če si sposodim verze Frana Milčinskega Ježka: ljudje, prižgimo luč, naj luč na ceste sveti. Najprej za naše otroke male, ko nam preveč bo let in njihov bo ta svet, naj vrt jim bo, ne skale, kot bi v milijonje let. Prižgimo luč, ljudje, naj luč na ceste sije. Tako naj bo prav otrokom, tistim, ki so že privekali na svet v naši porodnišnici, in vsem, ki še bodo, posvečena tudi zadnja točka nocojšnje slovesnosti. Uspavanka za Evo Andreja Šifrerja v izvedbi solistke Ane Berus, orkestra Camerata Medica in pevskih zborov Kor ter Vox Medicorum pod vodstvom Franca Auseneka.
Spoštovani gostje, prišli smo do konca uradnega dela slavnostne akademije ob 100-letnici ustanovitve bolnice za ženske bolezni in porodništvo v Ljubljani. Upam, da ste v njej uživali in jo boste še dolgo obdržali v lepem spominu. Na tej točki bi se želela zahvaliti donatorjem in podpornikom, ki so omogočili tako nocojšnji dogodek, kot tudi vse druge spremljevalne dogodke ob tem izjemnem jubileju. Prav tako se zahvaljujem organizatorjem za pripravo slavnostne akademije ter vsem nastopajočim, ki so svojimi srčnimi nastopi obogatili to praznovanje. Hvala za pozornost in nasvidenje.